organizira Maska. Jaz vam bom dala v klub samo eno listo, prezenčno listo zaradi tega razpisa, ker se treba počkati, da je lepo, če se mi tukaj opišete. Sicer pa sem zelo vesela, da smo zagnali ponovno oziroma nadaljujemo s seminarjem. Seminar je bil meni zelo ena pomembna stvar in sem zelo vesela, da jo imam možnost nekako skupaj s ekipo ali Lobnik, ali moja sourednica, spet nekako zagnati. Letos smo se odločili, da bomo to naredili v nekaki malo bolj odprti obliki, da bi pač to bil mogoče en prostor, kjer bi lahko povabili zanimive ljudi, ki so na nekih svojih raziskovalnih situacijah in da bi pač to bil en prostor, kjer bi lahko delili svoje trenutne raziskave, pač v neki predavateljski situaciji. Tako da začeli bomo danes s Primožem Kaplicem, ki ga vsi poznate po moje, tudi profesor na sociologiji kulture na Filozofski fakulteti, poznate ga pa tudi iz verjetno drugih kontekstov, revije Šum, mogoče tudi Radio Študent, kjer je bil soavtor daje pisali stroji, ki se mislim, da ukinja zdaj, ali tako? Ja, v bistvu končuje se decembra. Okay. Ja. Se je iztekla. Ja. Tako da to, kar danes Primož napoveduje, nekako so njegove institucionalne raziskave, tako da me zelo zanima, kaj nam bo predstavil. Tako da hvala, Primož, kar prosim. Hvala, Pija, za vabilo in tudi to, da si priskrbela in so prinesla sem tablo. Zdaj ne vem, če jo bom uporabila, ker imam zdaj ogromna trema, zaprav niti približno nisem pričakoval toliko publike. Tako da pričakoval sem bolj nek interni seminar, kjer si dejansko ljudje, ki bomo nastopili na tem seminarju, povemo, s čim se trenutno raziskovalno ukvarjamo, kar je veliko lažje, kakorkoli to mogoče le jim zgleda, če je toliko ljudi, da sedijo v krogu, pa da recimo bolj pogovorni format, tako da vse, kar imam za podlago, je v bistvu ta mail, kjer sem napisal najavo, tako da vem, kaj točno sem najavil, tako da mogoče ne bom, ta dolg uvod je zato, da se naprej upravičam, da mogoče ne bom veliko uporabljal table, ker mi bo mogoče preveč trema, da stojim pa tam nekaj rišem, ker kakorkoli je mehen, ta list še vedno je list, še vedno ga lahko pogledam, pa se malo osredotočam, tako da bom začel dosti statično, pa bomo potem videli, koliko imam časovno omejitev. Ok, ena šolska ura, recimo. Ok. Zdaj govoril bom, kot je že očitno, kot je tudi Pija napovedala o tem, s čimer se trenutno ukvarjam, recimo dosti skromno, kar tudi pomeni, nima nekega strukturiranega teksta, kar mogoče pomeni, da bo to precej nepovezano, oziroma bomo videli, ali pa posebej se bom presenetiti, kje to skupaj pride, ali pa kje se začnejo te različne teme, ali pa raziskovalne smeri povezovati. Neko upanje v to, da so stvari vsem povezane, mi dajo čist človeške omejitve, se pravi v skladu z omejitvami človeškega uma, človeške kognicije, človeškega mišljenja, so ponovadi stvari, tudi če se ne zavedamo, ki jih počnemo, stvari, ki nas privlačijo, tako intelektualno ali pa na kakšne druge načine, potem povezane, tako da na neki točki lahko to samo ekspliciramo. Mogoče mi bo to danes uspelo, mogoče ne, ampak ne predcenjujem se toliko, da bi mislil, da gre za čist disparatne, ne povezane stvari. Verjetno se samo še ne zavedam vseh povezav. Upam, da mi bo to uspelo do začetka pisanja te že dolg najavljene knjige o tujosti kapitala, ker takrat bi bilo mogoče dobro, da so vse te teme povezane. Se pravi, danes bom govoril o svojih mogoče ne toliko izven institucionalnih, še vedno izkoriščam tako imenovan company time in company plačo za te raziskave, mislim ne neposredno za nakup kakšnega materiala, ampak recimo čas in udobno življenje, ki mi ga ta pozicija omogoča, pa še tudi izkoriščam za raziskave, do katerih so recimo kolegi večinoma ravnodušni ali pa včasih, kadar so neposredno z njimi konfrontirani, celo ne odobravajo, ampak jih je recimo
to dobro institucije filozofske fakultete vsaj ne cenzurirajo, kot recimo nekatera druga okolja. Niso pa te raziskave, mogoče so toliko neformalne, niso pa neposredno sponzorirane preko projektov. Tudi zelo težko je, to kaže nekaj zadnjih izkušenj, iz njih narediti recimo recenziran znanstveni članek, ponovadi so recenzije zelo odklonilne ali pa celo sovražne, posmehljive, dismisivne. Se pravi, tudi nemogoče je, to sem poskušal kot miselni eksperiment, recimo narediti raziskovalni projekt, ki bi šel skozi na Arsu v zvezi recimo s temi bolj razmišljanji kot raziskavami, ker dejansko ne gre za neko raziskavo klasično, nima metodologije, dejansko ima nek predmet, ampak je bolj razmišljanje pa branje, ampak predmet, ki ga je težko upeti v neke obrazce, kjer bi se dal to aplicirati in celo dobiti denar, se pravi, nima zveze ne z identitetami, ne z migracijami na kratko. Se pravi, gre, kot sem napisal tudi v najavi, za več, vsaj na prvi pogled, nepovezanih, bralnih, miselnih in eksperimentalnih projektov, ki so se začeli z recimo prelomom s tem, kar bomo v nadaljevanju predavanja imenoval common sense, kritične humanistike, se pravi s tistim, kar ne bi bilo višek, recimo, saj če živiš v Ljubljani, če bereš knjige humanističnih založb, se pravi, če imaš ta klasični ljubljanski kritično-teoretski bildung, podarjen ljubljanski, ker mislim, da je to nek zelo mikrolokalen kontekst ali pa milje. Se pravi, če imaš ta bildung, ponavadi to velja, katerokoli smer si izbereš ali pa se v njej uveljavljaš, lahko je to nemška klasična filozofija, lahko je to psihoanaliza ali pa ponavadi je eno od tega dvojega, lahko je to specifično, recimo neka etis, sociologija kulture, recimo iz časa bratca Rotarja, Rastka Močnega in tako naprej, iz tistega pika obdobja, recimo sociologije kulture na filozofski fakulteti ali pa kaj podobnega, lahko je teorija, včasih je teorija umetnosti ali pa recimo, verjetno je to tisto, kar vas zanima ali pa saj večina, ampak recimo, da imajo vse te sicer različne smeri, ki so tudi razdeljene po različnih oddelkih, različnih institucijah, nekaj skupnih točk, s katerimi sem najprej spontano, kasneje tudi intencionalno, recimo kakšnih približno 4-5 let nazaj začel prelamljati. Prvič zaradi zasičenosti, se pravi, ali pa dva afektna vzgiba, zato sta bila prvič naveličanost ali pa zasičenost, ko vidiš, da se neke stvari ponavljajo ali pa da si videl endgame določenega polja, to ne pomeni, da prebereš vse ali pa ne nujno, da prebereš vse, kar obstaja z področja psihoanalize, recimo, če dam ta primer, ki je mogoče najbolj izpostavljen za ljubljanski intelektualni milje, ampak tudi, če ne prebereš vsega, če prebereš nekaj ključnih delov, ugotoviš, da se stvar zaustavlja ali pa da se samo ponavlja, se pravi, da se nekaj osnovnih obrazcev recimo ponavlja ali pa da se večina od recimo velikanov te smeri ujela v nekaj zelo enostavnih obrazcev, ki jih potem ponavljajo in njihovi epigoni ali pa minjeni poskušajo imitirati. Recimo ta klasičen Žižkov obraz za 180 stopinj, ljudje mislijo to, ampak v resnici je ravno obratno, ampak to je toliko predvidljivo, kot ta common sense, s katerim ne bi to prelamljali. Se pravi, karkoli bo v medijih ali pa karkoli levica misli ali pa počne, zares je pravilno ali pa resnično ravno obratno. Se pravi, ta pivot za 128 stopinj, ki se potem ponavljajo neskončnost in potem se ne gre za posamezne figure, ampak recimo to je razlog po eni strani te naveličanosti s common sensom kritične humanistike. Se pravi, namesto, ali pa recimo tudi tukaj sem videl razliko med tem, kar je običajno vzdušje ali pa emocionalna atmosfera v teh miljejih. Običajno je, da se ljudje počutijo varno in prijetno ravno zaradi ponovljivosti in predvidljivosti. Se pravi, če izvedeš neko amatersko verzijo Žižkovega obrata, recimo sicer tvegaš posmeh, recimo če nimaš to prave drže, ampak recimo, če pridno vadiš nekih 6-7 let, recimo cel
cel tok študija, potem ti lahko rata in se ljudje smejijo na neki fancy večeri in je potem ok. Recimo potem kakšni bolj izkušeni ljudje, recimo Srečko Horvat to počne, že 20 let že imitirajo Žižkove šale, potem recimo to je ta končna stopnja in se jim ljudje dejansko smejijo, ali pa je recimo popularen kot neka blažja ali pa neka razvodenela verzija Žižka, ampak dobi skoraj recimo toliko intervjujev in pozornosti in recimo podobno je z vsemi temi velikimi figurami, z vsemi okolji, se pravi, tudi tem sem se nekako počutil osamljenega, da te ta repetitivnost odbija, recimo, ali pa da se naveličaš in iščeš kaj novega, ampak po drugi strani je pa še vedno ostala, recimo, ali pa razočaranje sledile ravno zato, ker je bila nekoč že dolg nazaj neka privlačna moč, ali pa neka sila, ki me je vlekla v te scene in v te situacije, ki je bila pa ravno njihova, saj recimo za začetnika, za mlade osebe, recimo izvirnost, originalnost, prelom glede na nekaj, kar mogoče prej, dokler nisi s tem soočen, poznaš kot mainstream, recimo družbene teorije, v primerjavi z recimo kakšnimi zelo klasičnimi, dolgočasnimi predavanji o Weberu ali pa kakšnih drugih socioloških klasikih ali pa z mainstream sociologijo, je to še vedno nekaj izvirnega, pa nek prelom, recimo biti soočen s strukturalizmom, biti soočen recimo s teoretskim antihumanizmom, altuzerjem in tako naprej. Sam kar se bojim, da trenutno Ljubljana intelektualno ni sposobna ponoviti ali pa kontinuirati ravno te prelomnosti. Se pravi, mislim, da je trenutno so vse te stvari, kot so psihoanaliza, strukturalizem in tako naprej, se pravi, te najmočnejše smeri kritične teorije ali pa kritične humanistike, ravno taki klišeji, recimo kot najbolj dolgočasna mainstream družbena teorija, tako da v bistvu razlog, ki me je odvrnil, je bil v bistvu isti, kot me je odvrnil od recimo čisto na začetku od najbolj klasične mainstream družbene teorije, se pravi dolgočasnost, predvidljivost, klišejskost. Se pravi, to bi bila ena stvar, en razlog za ta prelom, se pravi naveličanost. Potem drug razlog je pa to, da se še nekaj izčrpal, ne sam teoretski potencial ali pa moč, recimo te specifično ljubljanske kritične teorije, ampak da še en razlog je bil mogoče še bolj oseben. Danes govorim zelo osebno, tudi zaradi tega, ker sem pričakoval drugačen format. Se pravi, sprva sem mislil za ljubljansko kritično teorijo, da je prelom s tem kar sem prej imel nesrečo spoznati, se pravi kot najstnik v času šolanja na gimnaziji Poljanin, kar sem potem poimenoval za ljubljansko ideologijo. Se pravi, še nek drug common sense, v smislu recimo tega prevladujoče atmosfere govornih obrazcev, drž, načina obnašanja, gest, recimo ljubljanskega srednjega razreda, česar nikoli nisem maral, tudi zato sem se formiral kot hejter ali pa kontrarijan že v najstniških letih, ampak mislil sem, da bom v kritični teoriji našel neko orodje ali pa intelektualno inspiracijo za kritiko ljubljanske ideologije. Recimo 15 let sem potem rabil, vem, da je to zelo počasen razvoj, pa ki predvideva ogromno začetne naivnosti, se pravi, ta postopek ali pa proces bi bil lahko veliko krajši, ampak na koncu sem ugotovil, da je kritična teorija ravno srž ljubljanske ideologije ali pa teh govornih obrazcev, gest, drž in tako naprej ljubljanskega srednjega razreda, da je vir vseh ali pa mogoče ne vseh, ali pa večine floskul, klišejev, fraz, ki se uporabljajo recimo v nekih liberalnih ali pa levičarskih miljejih, v recimo intelektualnih razpravah, v intelektualnih kafičih, intelektualnih institucijah. Se pravi, tisto, kar sem mislil, da je protistrup za ljubljansko ideologijo, pravzaprav njen vir napajanja ali pa običajen
recimo ulično-intelektualni govor Ljubljane je neko daljni odmev ljubljanske kritične teorije. Tako da na koncu sem ugotovil, da gimnazija Poljane is everywhere. Še posebej v teh, recimo, še posebej v teh nekih kotičkih ali pa v nekih prostorih, ker sem najbolj mislil. Seveda je bila ta naivnost motivirana, se pravi, ni bila čista iskrena naivnost, ampak je bila motivirana naivnost, se pravi, res sem bil desperate, da bi verjel, da obstajajo neki prostori v Ljubljani, ki niso gimnazija Poljane, alas. Se pravi, to je bil nek spontan moment, recimo prelamljene, najprej so se stvari dogajale tako, da so me prehitevale, se pravi, najprej recimo okrog 2014-2015 niti nisem vedel, kaj počnem, se pravi, začel sem pisati na drugačen način, razmišljati na drugačen način, ker naenkrat se nisem razumel z ljudmi, s katerimi sem se razumel mogoče še par mesecev nazaj, se pravi, to je bil mogoče ta impulziven, bolj čustveno motiviran moment tega preloma ali pa tega exita. Potem sem začel to delati intencionalno. Potem sem videl, se pravi, na začetku je bilo seveda šokantno, recimo, ko si naenkrat dobesedno čez noč odrezan od vseh projektov, ki ti predstavljajo osnovni, skoraj edini vir preživetja, recimo, ki zgineš, ko naenkrat po precejšnji prisotnosti iz javnega prostora in podobno. Tako da na začetku je bil to precejšen šok, ampak sledilo je pa olajšanje spet na nekaj osebni, emocionalni ravni, se pravi, čist direktno preprosto povedano, ni mi več treba gledati in poslušati teh ljudi in recimo tudi z manjšanimi finančnimi sredstvi in z minimalističnim socialnim življenjem se še vedno stvari nadaljujejo, sonce vzide vsako jutro, se pravi, ni bilo nobene velike tragedije ali pa tudi ne zares drame. Se pravi, potem, ko sem videl, da ni nič, ali pa da ravno zato, ker toliko ne spadamo v ta milje, da mi ta milje zares ne more škoditi, razen ignoriranja, pa recimo občasnega cenzuriranja, se je začel ta bolj navdušen, recimo intencionalen del ukvarjanja s tem prelomom. In tudi malo bolj sistematičen, se pravi, recimo po njegovih osrednjih točkah. In recimo ena od teh je bila, da naše obnašanje določa ideologija, to je mogoče saj common sense, recimo katedre ali pa oddelka za sociologijo kulture. Se pravi, vedno je ideologija v spredju, ali pa recimo to je domislica recimo oddelka, na katerem tudi trenutno delam, katere oddaljeni odmev je recimo to ulično intelektualno govorjenje o ideologiji, o tej uniji, ideologiji, kritiki ideologije, recimo tudi večina polizobraženega govorjenja o sovražnem govoru se recimo napaja pri teh izborih, se pravi altuzarijanstvo recimo iz tretje roke, ki nekako izvira nekje v našem 4. nadstropju na filozofski fakulteti, recimo mogoče na tem hodniku, ki deli sociologijo 4. nadstropje levo, ker je hodnik, ker je na eni strani sociologija, na drugi filozofija. Potem recimo še nekaj, kar mi je bilo včasih, recimo samo toliko očitno, da mi je bilo samoumevno, da tega nisem ekspliciral, ampak sem kasneje recimo intencionalno se začel odmikati od tega, da je ta ideologija nujno vezana na diskurs ali pa da je nujno, da je sredstvo njenega prenašanja nujno vezano na diskurs, ker kad veste, recimo, če ste bili kadarkoli, recimo s kakšnimi levičarji ali pa levičarskimi intelektualci na kavi, potem veste, da je diskurs vedno beseda, ki sledi v naslednji ali pa že v isti povedi za ideologijo in potem se kar naenkrat začnejo stvari, se mi zdi zdaj precej nekontrolirano povezati ali pa goščati skozi serijo nekih non-sequiturjev, recimo, da tudi potem, ker če ideologija določa naše obnašanje ali pa vse relevantne vidike našega obnašanja, recimo, če je dovolj, da smo soočeni s sovražnim govorom in postanemo rasisti in tako naprej, potem v bistvu ne potrebujemo druge teorije kot teorije ideologije, ki potem pojasni vse relevantne vidike ali pa večino relevantnih vidikov
individualnega in družbenega mišljenja in potem tudi za družbeno kritiko. Ne rabimo nič drugega kot teorijo ideologije iz druge ali pa iz tretje roke ali pa neko to razrečeno teorijo ideologije, ki je sama razrečena teorija diskursa, ki je sama razrečen odmev recimo strukturalističnega preloma iz 60-ih, ki potem potrebuje 20 let, da pride iz Francije v provinco in potem se tukaj zacikla in že 40 let ne proizvede ničesar novega. Se pravi, medtem, ko so v Parizu že zdavnaj ne pozabili, še vedno recimo Jakobson, Saussure in tako naprej, seveda veljajo za klasike jezikoslovja, ampak je tudi jezikoslovje vmes se spremenilo v zadnjih 50-ih, 60-ih, recimo od Saussurja 100-ih letih, se mi zdi je neka specifična, ne toliko provincialna značilnost, ker tudi v provinciji se včasih kaj dogaja zanimivega, umetniškega ali pa intelektualnega. Specifično ljubljanska značilnost je, da neke stvari, ki so bile prelomne nekje druge, tudi ne nujno v metropoli, kot je Pariz, v Ljubljano pridejo umret. Se pravi, Ljubljana je za teorije to, kar je Metelkova za subkulture. Se pravi, ker subkulture niso več relevantne, recimo punk, darkerska, new wave in tako naprej, subkultura, hardcore, reggae, se naseli na Metelkovi. Se pravi, ko v preostanku mesta več ne obstaja ali pa ni relevantna ali pa celo deluje smešno, dobi svoj prostor ali pa nek svoj kotiček. In podobno je mogoče s prenosom teorijo neka provincialna območja, verjetno ne vsa. Recimo proti primer, ki mi takoj pade na pamet, je Beograd pa nadrealizem, kjer je ves čas enakovredna izmenjava s Parizom. Se pravi, Beograd nikakor ne nastopa recimo v 30 letih 20. stoletja kot provinca, ampak je enaka egalitarna komunikacija s Parizom. Verjetno bi se najdali še kakšne druge primere. Ampak specifično, saj za Ljubljano, recimo zadnjih približno 40 let, saj na intelektualnem področju je, da nekaj, kar deluje prelomno znotraj nekega polja in potem sproži neko živo dogajanje, se pravi razprave, kritike proti udarce in tako naprej, pride v Ljubljano in postane statično ali pa zmrzne. Recimo podobno se okoli leta 2010 dogajalo s Badioujevo teorijo. Se pravi, Badioujeva teorija ima sploh zelo zanimivo trajektorijo ali pa zelo zanimivo zgodovino. Se pravi, je v 60-ih nastopa kot antimarksistični, visoko filozofsko sofisticirani maoizem, potem nekako izgine v 70-ih iz prizorišča, se pravi, ni vsaj iz spotlighta, se pravi, se ne uporablja, se ne razpravlja veliko njej. Potem se najprej pojavi v Parizu, ponovno nekje v 90-ih in potem Katura 20 let kasneje, okoli leta 2010, se pojavi v Ljubljani in potem se nič ne zgodi, razen ogromno identičnih doktoratov na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, ampak v katerih se ponavlja recimo nek nabor. To je zaenkrat hipoteza, kot rečeno, to, kar počnem, ni zares raziskovalni projekt, se pravi, nimam številk pa tabel po vseh teh proper znanstvenih stvari, ampak recimo po občutku ali pa moj educated guess bi bil, da v vseh teh milejih se ustvari nabor približno 20 fraz ali pa recimo alfe teh miljejev uporabljajo približno 20 fraz, potem gre po hierarhiji navzdol, recimo začetniki uporabljajo samo 3 ali pa 4. Recimo začetnik v nekem levičarskem miljeju ve, da je treba reči, da se družbenih vprašanj ne more reševati s tehnološkimi sredstvi, pa recimo mogoče še dve podobni frazi, ampak recimo v nekih spet 7 letih vajništva, govorim malo na pamet, pa po občutku, recimo ta razpon pride do nekih 20 fraz in enako velja. Ne vem, če badiouevski milje še obstaja, ampak recimo to velja, ali pa je veljal nekoč za badiouevski, negrijevski, lakanovski in tako naprej. Vse te recimo mikroscene, ki pa povezuje to, da so ljubljanske malomeščanske intelektualne scene ali pa ljubljanske srednje razredne, recimo manj dismisivno rečeno. Zdaj ne vem, kako sem prišel do tega iz ideologije, ampak k ideologiji se bom še vrnil, ampak nadaljujem s tem naštevanjem, ki sem ga tudi najavil. Se pravi, to je ta del sistematičnega prelamljanja s common sensom ljubljanske kritične humanistike. Se pravi, recimo
ena taka stvar, ali pa mogoče ne to kritika tega, kar je, ampak bolj obžalovanje, da nečesa drugega še ni, pa recimo izkušnja, kjer vedno naletiš na zid, ali pa recimo sprožiš ledeno tišino na kakšnih sproščenih, formalnih ali pa neformalnih situacijah, recimo bodi si na simpozijih, bodi si na akademskih večerjah, ali pa recimo tudi ne striktno akademskih, je recimo kakršenkoli zagovor ali pa delo v smeri biologije ali pa biološkega determinizma ali pa tehnologije ali pa tehnološkega determinizma, to je recimo en tak izrazit no ali pa neka smer, kamor se ne gre, se pravi, to je bil še en tak bolj za šalo eksperimentarni projekt, spet nimam sistematičnih rezultatov, številk meritev in tako naprej, ampak recimo poskušal sem najti, to je bilo par mesecev nazaj, članek o tehnologiji, ki se ne bi opravičil za morebitne zdrse v tehnološki determinizem, ali pa ki ne bi vnaprej dal disclaimerja, to, da pišemo o tehnologiji, mogoče zveni kot tehnološki determinizem, ampak to ni to. Se pravi, recimo kakršnokoli poskus dati tehnologiji neko vzročnost ali pa neko določujoče mesto, se pravi, da tehnologija določa nekaj izven sebe, bodi si družbeni razvoj človeške kognicije, individualno obnašanje, skupinsko ali pa kolektivno obnašanje, je takoj cenzura ali pa prohibicija brez kakršnega koli dobrega eksplicitnega razloga in enako velja z biologijo. Se pravi, to, kar se recimo naučimo, je, da nekoč davno nazaj je začel šovinizem ali pa moška nadvlada izvirati iz tega, ker so se ljudje preveč ukvarjali z biologijo in potem je še en ta non sequitur, da vsako ukvarjanje z biologijo je potencialno kvarno ali pa škodljivo. Zdaj malo karikiram, vem, da je recimo bila tudi prevedena Donna Haraway, recimo o tem istem okolju, da se recimo tudi razpravljalo o tej knjigi družbeni, biološki spol in tako naprej, ampak recimo v večini vsakdanjih situacij velja striktna prohibicija ukvarjanja z biologijo, sploh če se da recimo biološkim procesom ali pa kakršenkoli fiziološkim procesom, bodi si neurokemičnemu dogajanju v možganih, bodi si delovanju hormonov ali pa čemerkoli podobnega, kakršnokoli vzročno zmožnost ali pa vzročnost, da določa karkoli. Se pravi, recimo določene smeri raziskovanja in mišljenja veljajo celo za nevarne ali pa so podvržene recimo cenzuri ali pa prohibiciji, kar ne bi bile potencialno nevarne, čeprav spet ni ekspliciranih korakov, ki bi peljali recimo čez biološkega ali pa neurokemičnega ali pa kakšnega podobnega preučevanja recimo procesov v človeškem telesu ali pa med človeškimi telesi, kar je še posebej zanimiv del in mislim, da za sociologijo sploh ne relevanten, ampak naprej se reče, da so te stvari nevarne. Tako da, če se začne tipati izven recimo tega comfort zona, teh 20 ustaljenih fraz, se zelo hitro naleti na recimo nekatere zidove, kjer je potem naprej cenzura, vsaj če hočeš recimo točke znanstvene objave, nastope na konferencah in potem še ena, zdaj bom videl, koliko se bom vračal na biologijo v tehnologijo, na biologijo verjetno ne veliko, ker o njej nimam pojma. Na tehnologijo bom videl, mogoče tudi zato, ker o tem veliko predavanj na faksu, pa se mi mogoče malo ne da toliko ponavljati, tudi na splošno veliko pišem in predavam o tem, tako da gotovo ste že kaj slišali o tem. Tako da zdaj zaenkrat bo tematska prioriteta preostanka tega predavanja še ena stvar, ki je značilna recimo za common sense kritične humanistike in sicer odpor do in ki mi je še posebej sumljiva zadnje čase, če dalje bolj,
odpor do vseh oblik trga ali pa odpor do trga v najširšem pomenu. Se pravi, če sta že biologija pa tehnologija slabi, ampak je spet tako, biologija je neizogibna, sicer se z njo nismo zares ukvarjali, pa noben je zares ne razume, potencialno je nevarna, ampak spet, recimo, potisnjeni ob steno bodo vsi kritični teoretiki iz Ljubljane priznali, da vse imamo neka telesa, ki so nastala skozi neko evolucijo, tako da mogoče zoprna pa potencialno nevarna, ampak biologija je neizogibna. Podobno je s tehnologijo, recimo, v smislu zelo zabavno, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj, če dam eno random anekdoto, je bilo sedeti za kolegico, redno profesorico iz filozofske fakultete, ki skoristi vsako priliko, recimo, da grmi proti tehnologiji in temu, kaj tehnologija dela z našimi možgani in z našimi umi, kako mlade generacije si ničesar več ne zapomnejo, ves čas so na telefonu, mislim, se poznate vse te napeve in referene, kako je cel film tipkala po telefonu, tako da to bi bil tudi primer, recimo za to, da tehnologija je spet tako, to je zlo, ki bo uničil naš um, naše medčloveške odnose iz oči v oči in tako naprej. Noben ne bo znal več kritično misliti. Zdaj, jaz bi dodal toliko slab za kritično mišljenje in tako naprej, ampak je spet neizogibna, ali pa smo vsaj toliko odvisni, recimo od telefonov, da se ne moramo izogniti. Medtem, ko mislim, da je trg vseeno ultimativni sovražnik ali pa ultimativno zlo, ker trg je pa nekaj, mislim, da na tem stoji ali pa pade celotna ljubljanska kritična teorija, čemur ne bi se načeloma dali izogniti. Bodi si zapiranjem v recimo določene enklave ali pa rezervate, kot so določene institucije znotraj javnega sektorja, ki se jih potem na zunanjih mejah brani proti neoliberalizmu in zato obstaja tudi nabor recimo nekih 20 ustaljenih fraz, kaj počne neoliberalizem, kaj trdi in zakaj je nevaren. Bodi si recimo skozi levičarsko politično delovanje. Enkrat recimo v daljni prihodnosti bi se premagal trg in bi sledila posttržna družba, tako da trg je ta ultimativni sovražnik in mislim, da o tem še nisem toliko velikrat javno govoril in pisal, tako da se bom preostanku večinoma posvetil temu, mogoče se še čisto malo vrnem na tehnologijo. Zdaj samem do trga precej ambivalenten odnos, ampak že zato, da sem lahko razvil ta ambivalenten odnos, se pravi, da se ne moram odločati, kako se počutim ali pa do trga ali pa kaj si mislim o trgu, že posledica recimo tega olajšanja, pa te osvoboditve, ki je nastal s tem prvim, bolj impulzivnim pa spontanim prelomom s common sensom ljubljanske kritične humanistike, mislim, da je že to precejšnji napredek, sploh grede na okolje, ki je izrazito sovražno do trga, ker trg nastopa kot recimo nek substitut ali pa neka okrajšava za vse, kar je slabega, od ekoloških katastrof do vseh oblik človeškega trpljenja ali pa v bolj blagi obliki trg nastopa kot nekaj prozaičnega, kot nekaj vulgarnega, kot nekaj prostaškega, se pravi, trg je tisto mesto, recimo tudi, če ne gremo v te dramatične, patetične obsojenja trga, ampak v najblažji obliki te kritično-teoretske kritike trga je trg nekaj, kjer veljajo načela tehničnosti, uporabnosti in kjer vlada moda. Moda je še ena taka grda beseda. Recimo, če dam še eno anekdoto, to je bilo na nekem zagovoru diplome, kjer sem jaz z 2 kolegoma, ki zelo ne marata mode v principu, mode kot take, ampak sama tema te diplomske naloge je bila v razliki med vednostjo in mnenjem in potem sem jaz imel nekaj, kar se mi je zdelo zelo duhovita ideja v tistem trenutku in sem rekel, a ni razlika med vednostjo pa mnenjem, tudi ta razlika, recimo to se ponavadi na teh posvečenih področjih, kot je filozofija, znanost, recimo politično obnašanje, uporablja ta razlika, ampak lahko bi jo prenesel tudi na področje mode, recimo vednost
vednost nekoga, ki je strokovnjak, publicist, recimo, ki se s tem ogromno ukvarja, ali pa vednost kreatorja, modnega oblikovalca, ali pa tudi krojača, recimo neka ta, ali pa šivilja, neka ta praktična vednost, za razliko od mnenja, ki je bolj površno, se pravi vsakdanje mnenje, in da je to tudi razlog, recimo, zakaj potem modni kreatorji ali pa stilisti in tako naprej krinžajo, ko gledajo običajne ljudi na ulici, se pogosto namrdnejo, podobno je kot filozofi, ki poslušajo običajne ljudi in potem je ta postfaktičnost in vse so samo še mnenja in tako naprej. In je primerljiva drža, recimo, in tudi primerljivo razmerje, se pravi zgoščena, trenirana vednost na eni strani in recimo neka bolj spontana, površna vednost na drugi strani. In komentar je bil, da kolega Kraševec misli, da je moda znanost, potem malo smeha in potem smo šli naprej, kada se nič ni zgodilo. Tako da moda je še ena taka grda beseda, ampak moda nastopa kot substitut za to blažjo obliko kritike trga. Se pravi, pri modi imamo spet vse te slabe stvari, se pravi estetika, privlačnost, potem tehničnost, uporabnost, funkcionalnost, predvsem pa pri modi manjka nekaj, kar je kritičnim teoretikom nujno za preživetje, mogoče takoj za vodo in kisikom, in sicer svet modrecev, ki bi odrejal, kaj je pravilno in kar je napačno. Se pravi, moda že stoletja, recimo vsaj od razpada tega striktno kastnega sistema v Evropi, kjer je kastni položaj tudi določal striktno, kaj lahko, kaj česa ne sme in kaj more kakšna kasta nositi. Se pravi, aristokracija ne glede na svoje privilegije ni mogla ne nositi krznenih plaščev. Recimo danes Kanye West lahko nosi krzneni plašč, lahko ga pa tudi ne. Se pravi, so te opcije odprte, se pravi, in vse od razpada, recimo te striktno kastne družbe, kjer je celotna družbena kultura določena s temi statusnimi hierarhijami. Se pravi, ko moda začne delovati kibernetsko, se pravi, obstajajo določeni hajpi ali za nek material, barvo, kroj in tako naprej, ki postanejo viralni ali pa tudi ne, potem traja nekaj časa in te krogotoki se vedno bolj skrajšujejo, se pravi, vedno hitreje se to menjava in potem pride v modo nekaj drugega. V tem je moda podobna trgu ali pa v tem se moda razvija v modernih tržnih družbah in to je tudi razlog, zakaj je kritični teoretiki ne marajo, zato ker ni nobenega programskega sveta, ki bi povedal, a je rdeča boljša od zelene. To je popolnoma lahko, vse, kar lahko rečemo na področju mode je, da nam je to všeč ali pa ne. In to je recimo ena od stvari, ki ljudem, ki mi je ok, kapitalizem je to ena od stvari, ki mi je privlačna. Se pravi, dejansko ni instance na večini življenjskih področij, ni instance, ki ti lahko pametuje o tem, kaj je boljše, kaj je slabše, kaj je vednost, kaj je mnenje, kaj je recimo, kaj je primerno, neprimerno in kar se tiče kakršnega koli okusa ali pa kakršne koli življenjske izbire in seveda kritični teoretiki so tisti, ki radi odrejo v vsaki življenjski situaciji, kaj je pravilno in kaj je napačno, ampak v nekaj čisto sploščenih področjih, kjer prevladuje princip mode ali pa ki so narejena, ustrojena tako kot moda, se tega preprosto ne da. Se pravi, je preprosto princip, kjer je nekomu nekaj všeč, podobno kot objave na Instagramu. To je še ena situacija ali pa en prostor, ki ga kritični teoretiki ne marajo. Se pravi, Instagram in recimo ta vizualnost, recimo to kad citirajo ta obupan dokumentar, kaj že The Century of Me ali The Century of Self ali nekaj podobnega, pozabil sem priimek avtorja, ampak to je recimo še eno tako bridko razočaranje, kad gledaš nek obupan moralističen dokumentar,
dokumentarc, potem ugotoviš, da je glavna referenca ljudi, ki si jih imel včasih za inteligentne in vem, da je to estetski kriterij, se pravi, večina teh mojih odmikanj je popolnoma estetskih, ne samo v smislu vizualne lepote, ampak na splošno estetskih. Preprosto nekih filmov ne moreš lajkati, če želiš biti meni zanimiv, ampak to je spet čisto osebna preferenca, se pravi popolnoma po principu mode, brez da bi imel kakršnekoli ambicije ali pa intence, to splošno uveljavljati v smislu nekih estetskih preferenc. Ne samo, da mi je popolnoma ok, to zdi se mi zelo sproščujoče pa osvobajajoče, tudi na intelektualnem področju pustiti, da se menjajo mode ali pa celo entuziastično podpirati, eksperimentirati s tem, ali lahko dejansko zaženem kakšen hype v zvezi s kakšnim tekstom ali pa avtorjem. Se pravi, ne samo, da moda ni nekaj slabega, zato ker je moda in ker bo minila in ker je primarni kriterij estetski, ampak lahko to postane tudi vir entuziazma, vznemirjenja zagnanosti. Se pravi, a lahko potenciramo to modo, a lahko predvidimo, kakšen bo naslednji modern trend, se pravi, izkusiš čisto vznemirjenje v dobrem in v slabem, se pravi, ker obstajajo tudi kreši razočaranja in tako naprej, odvisno od količine in intenzivnosti lastne investicije v različne mode, kot obstajajo na drugih trgih, recimo ali finančnem, ali na trgu delnic, ali pa na kakršenkoli trgu vsakdanjih dobrin. Se pravi, skratka, mislim, da trg, recimo, če preskočimo od mode na trg, se pravi, moda je bila samo en poseben primer nekega splošnega načela, katerega mogoče najbolj znan pa razširjen primer je ravno, recimo, moderni trg nekje od poznega srednjega veka ali pa renesanse naprej, verjetno v Aziji že prej. In sicer principa, ki ne pozna vnaprejšnjega odrejanja, kaj je pravilno in kaj je napačno, ker morajo tudi najbolj bogati ljudje, se pravi tisti, ki največ investirajo, največ svojega, katerega koli že kapitala investirajo, ne morejo vplivati na to, kaj se bo prijel, niti kater model mobilnega telefona, niti katera barva ali pa material za jesensko kolekcijo, niti na nič drugega. Se pravi, ni vnaprejšnje. Mislim, da je to tisto, kar kritične teoretike iritira, da ni nobene vnaprejšnje določenosti, se pravi v vseh tržnih situacijah ali pa trgu podobnih ali pa kot trg v ustrojenih življenjskih situacijah. To ne pomeni, da vključuje denar, recimo okusi, recimo kroženje okusa ali pa spreminjanje okusa ali pa preference, recimo tudi intelektualnih, ne samo povezanih z oblačili, ne vključuje nujno denarnih transakcij, ampak vse na neki zelo splošni ravni deluje kot trg. Se pravi, imamo določeno ponudbo, določeno povpraševanje, določene produkte, določene investicije in zelo hitro spreminjanje in nobene instance ali pa nobene avtoritete, ki bi lahko za celotno področje rekla, da to je pa recimo mnenje, tega se pa ne sme brati. Se pravi, če je hype in če to ljudje berejo in če ta hype postane viralen, se pravi, če narašča, potem bojo vsi brali recimo določenega avtorja ali pa bo nek tekst krožil. Se pravi, zavračati se da neke stvari kot nevredne branja, nepravilne, napačne, zgrešene, zgolj strogo kontroliranem okolju, ki pa ravno okolje šole ali pa okolje univerze, tam se da na različne načine preprečiti, da bi se kadarkoli zgodil hype glede česarkoli, medtem ga izven tega kontroliranega, varnega šolskega okolja je to preprosto nemogoče. Se pravi, ena značilnost trga, ki mislim, da gre kritičnim teoretikom na živce, je to, da ni te instance ali pa avtoritete, ki bi vnaprej odrejala, kaj je pravilno, kaj je napačno, in seveda, da niso, za razliko od okolja, na katerega so navajeni, kar je ponavadi šolsko okolje, da niso sami osebno tisti, ki odrejajo, kaj
je pravilno, kaj je napačno, kaj se spodobi, kaj ne, kaj je primerno, kaj je neprimerno in podobno. Ma pa, se pravi, zdaj sem govoril, da ni vnaprejšnjega določanja tega, kaj se na trgu dogaja iz preteklosti, kar je kontinuiteta recimo različnih, rečemo skupno besedo, obe sta slabi, avtoritarnih ali pa absolutističnih oblik družbene organizacije, kjer vedno obstaja nek programski svet, če tako rečem, ali pa neka uredniški odbor, ki odreja in recimo odmevi tega še vedno obstaja, recimo na RTV Slovenija v vsaki posamezni knjižni založbi in tako naprej, vedno uredniški odbor. Programski sveti obstajajo v večini javnega sektorja in tako naprej v vseh posameznih institucijah, se pravi te preostanki ancienne režima ali pa absolutizma, kjer obstajajo ljudje, ki tudi če jim ne uspe, si še vedno zelo zagnano, zelo ihtavo prizadevajo za to, da bi odrejali obnašanje drugih ljudi, njihove okuse, preference, želje in tako naprej, vnaprej po nekih kriterijih, ki jih sami postavljajo, kriterijih primernosti, pravilnosti, česar koli že. Se pravi, v vseh tržnih situacijah ali pa v vseh življenjskih situacijah, kjer trg prevlada, ravno tega ni vnaprejšnjega določanja iz preteklosti, obstaja pa retroaktivno preverjanje. Zato je trg bolj, ali za razliko recimo teh ancien režim praks in situacij, bolj kibernetski ali pa mogoče je kibernetski krogotok boljši splošni model, katerega različni primeri so potem trg moda, različni trgi, finančni trg materialnih dobrin, storitev in tako naprej. Se pravi, kibernetski, ker imajo retroaktivno preverjanje, ki priteče nazaj ali pa ki pride nazaj iz prihodnosti. Se pravi, trgi ne morejo ne biti usmerjeni v prihodnost, ampak v prihodnost, ki je nepredvidljiva, se pravi, ki se ne da kontrolirati, ker so negotovi, po definiciji negotovi izidi. Se pravi, vedno stavimo na nekaj ali pa vedno investiramo bodisi denar, čustva, čas, energijo ali pa kombinacijo vsega naštetega zato, da z nečim poskusimo, ampak vedno tvegamo. Recimo, tudi če smo direktor Apple, vedno lahko en model flopne. Niso velike možnosti, ampak vedno tvegamo, da bomo propadali, ravno zato, ker preverjanje prihaja iz prihodnosti. Se pravi, mislim, da je, in v tem mislim, da je očitek, ki ga ima nova desnica v levici, da je iz progresivne postala regresivna, saj v tem vidiku je resničen, v tem vidiku recimo nostalgija po ancien režimu, potem, da bi bila prihodnost obvladana, potem, da ne bi obstajala tveganja, stave in tako naprej. Vse, kar je povezan s tem, to je dejansko regresiven moment, se pravi odpor do prihodnosti, njene nepredvidljivosti, nekontrolabilnosti, iz tega, da je po definiciji izven nadzora. Se pravi, vsi te poskusi podvrž prihodnost, bodisi z socialističnim centralnim planiranjem, s planiranjem razvoja vednosti, učnimi načrti, čemarkoli že uredniško politiko, podvrž narediti prihodnost obvladljivo, se pravi, kin to nepredvidljivost ali pa neobvladljivost prihodnosti. Potem mislim, da je drugo, česar, kar gre na živce kritičnim teoretikom, ali tretje oziroma že, kar gre na živce kritičnim teoretikom pri trgu, je odpor do kakršnega koli zunanjega preverjanja, ker značilnost vseh trgov, še posebej pa kapitalističnih, je, da so vsa dejavnost, ki se na njih dogaja, ki se na njih odvija, predmet zunanjega preverjanja. Vedno ljudje, ki niso vpleteni, ki nimajo absolutno nobene zveze s tem, kar počneš, bodi si s tem, da dajo denar za tvoje izdelke, bodi si s tem, da recimo lajkajo pa šerajo recimo kakšne tvoje domislice ali pa fotografije na Instagramu, izvajajo neko zunanje preverjanje čisto uspešnosti ali pa učinkovitosti. Se pravi, ki je vedno tekmovanje v popularnosti, še nekaj, kar kritični teoretiki sovražijo, se pravi privlačnost, popularnost, karkoli povezanega s tem. Se pravi, vedno recimo, meni se zdi izjemno zanimivo,
zanimiv miselni eksperiment. Predstavlja si, da bi tudi vednost ali pa intelektualne storitve, dejavnosti, teksti in tako naprej bili izpostavljeni čist kibernetskim principom, ne nujno denarni menjavi, ampak recimo nekemu popularity contestu, recimo, da se zbirajo lajki, da se recimo sledijo hajpi, da se potem z objavljanjem ali pa poročanjem o teh hajpih, te hajpi še potencirajo, da se recimo s tem eksperimentira, ampak to je verjetno nočna mora, to je verjetno zelo heterodoksna pozicija, to je verjetno nočna mora vsakega kritičnega teoretika, da bi bil izpostavljen popularnosti, ker te ljudje, ki imajo samo mnenja, seveda nič ne vejo, ne morejo oni soditi intelektualne ali pa teoretske ali pa kakršnekoli druge dejavnosti. Se pravi, značilen za kritično teorijo je odpor do trga, kot tudi do vseh kibernetskih sistemov, ki so se uveljavili več ali manj na vseh področjih življenja, razen tudi v tem je recimo vsa intelektualna levica regresivna, ki so se uveljavili že več ali manj na vseh družbenih področjih ali pa področjih življenja, razen humanističnih oddelkov ali pa humanističnih fakultet. Se pravi, in to spremljajoča nostalgija po razsvetljenem absolutizmu, po neki instanci, ki lahko določa drugim ljudem ali pa drugim dejavnostim, kaj je pravilno, in potem iz te distance, recimo do zunanjosti, do običajnih ljudi, do tržnega sveta, ki je seveda svet uporabnosti, tehnike, funkcionalnosti, tudi izvira nekaj, kar se mi vedno bolj zdi, da je predsodek. Včasih sem se entuziastično želel naučiti kritične teorije, se pravi, da bi presegel to vsakdanjo, recimo prostaško misel, ki je pragmatična, povezana z uporabnostjo, tehničnostjo in tako naprej, ampak kasneje sem ugotovil, da je pravzaprav to, da kritična misel, da je superiorna uporabni ali pa tehnični ali pa tako naprej, misli pravzaprav predsodek, se pravi, ni nobenega, ali pa saj jaz nisem naletel na noben kriterij, po katerem bi lahko to merili. Se pravi, to je neka stvar, ki se jo ponavlja in ki jo lahko vzame za resnično ali pa zavrneš, ni bilo nikoli zares pojasnjeno ali pa razloženo, zakaj bi bila kritična misel superiorna ostalim oblikam mišljenja, sploh če upoštevamo naračajočo sofisticiranost in kompleksnost tehničnega mišljenja, kar ponavadi je, saj v teh kritično-teoretskih miljejih, metafora, ki se uporablja, je recimo, ali pa primer je figura nekega kramarja, se pravi nekoga, ki nekaj tovori na svojem vozu in prodaja neke malenkosti ali pa suho robo, in potem je recimo kritični teoretik ali pa njegov način mišljenja seveda temu ne bi bil superiorен. Niti v to nisem več prepričan, oziroma ne vidim, kje je razlog sploh, ker se zadnje čase tudi malo amatersko ukvarjam s kognitivno znanostjo, ki bi bil razlog za recimo to dismisivnost, recimo do različnih plasti ali pa načinov, oblik mišljenja, ali pa še posebej pa ta predsodek ne zdržijo superiornosti kritične teorije, če upoštevamo, koliko sofisticirane in kompleksne so že tehnične oblike mišljenja, recimo mišljenje programerjev, če dam samo eno, ali pa znanje matematike, seveda uporabne matematike, ki ga mora imeti nekdo, ki dela na finančnem trgu, recimo, ki trguje z dragocenimi kovinami ali pa z valutami ali pa kaj podobnega. Potem se zelo hitro, recimo ta nabor 20 fraz, malo pobranih iz strukturalističnega jezikoslovja, malo iz strukturalistične antropologije ali pa te retroantropologije, malo iz Lacana, v psihoanalize se kvečemo obratno, pokaže kot precej boren, omejen, repetitiven, predvidljiv in dolgočasen. Se pravi, iz vseh naštetih razlogov, zdaj mislim, da govorim že 1 uro, tako da bom počas zaključil, se pravi, zmenjeni smo bili za 45 minut, iz vseh naštetih razlogov seveda
izhod ali pa exit iz teh res zaostalih in zadošljivih scen je bil relativno enostaven. Zdaj, nadaljevanje je bilo pa nekoliko bolj zakomplicirano, ker potem sem tudi jasneje videl, ne da bi delil čustveno privlačnost te recimo trdnosti pa gotovosti, ki ti jih zagotavljajo, recimo te vednost bubbles, mogoče za razliko od opinion bubbles, recimo te vednost ali pa teorija bubbles, ker preprosto za nadaljevanje nimaš nobenih utrjenih gotovosti. Ne veš, da je bil najprej Freud, pred Freudom je bilo vse lol, to sploh ni znanost, potem je bil najprej Freud, potem je bil pa Lacan, potem pa po Lacanu je pa lol, to so neki te tehnični ljudje, ki gledajo, kako se možgani svetijo, to sploh ni teorija. Tako da imaš to utrjeno gotovost, porežeš nevroznanost v sedanjosti, recimo vse je tudi lahko zelo zanimive pa fascinantne poskuse psihologije usporedno ali pa pred Freudom in potem veš, s čim se moraš ukvarjati, se pravi, ni nobenih tesnob, nobenih dvomov, samokritik in tako naprej. Medtem, kaj nadaljevati brez teh utrjenih gotovosti, precej bolj komplicirano, se pravi, veliko je tega rakovskega premikanja bolj v stran, ne, da bi zares ugotovil, kaj napreduješ. Malo so kakšni poskusi, ki res spodletijo, zato ker tvegaš, ker nimaš kontrolirane prihodnosti, ker ni te avtoritete, ki bi ti povedala, kaj bo v prihodnosti pravilno ali pa na čem moraš delati. Tako da vedno tudi neizogibno ti kaj popolnoma spodleti. Recimo začneš delati na nekem tekstu, pa potem ga zbrišeš po 30 straneh in ugotoviš, da si nimaš več s tem kaj pomagati. Ali pa enako je z branjem in tako naprej. Tako da nadaljna pot je bila bolj negotova in zatikujoča se. Plus, če ne omenjam tistega, kar sem omenil že na začetku, problemov z zbiranjem točk, prijavljanjem projektov in tako naprej. Ampak recimo, bom zdaj to samo na hitro omenil, da vas ne mučam več, ampak recimo, če koga zanima, lahko potem še postavite vprašanja. Ampak recimo trenutno edina sistematična stvar, se pravi, kad sem napisal najavi, imam več odprtih folderjev, se pravi, tako ukvarjanje s kognitivno znanostjo, ampak tukaj čisto zvedovo ali pa radovedno, se pravi, nima nobene posebne intence ali pa zaenkrat še nobenega pointa, sam zanima me, kaj se tam dogaja, tako da berem ta meni razumljiva ali pa dostopna poljudna dela. Recimo to zato, ker me zanima, kako človeška kognicija dejansko deluje, se pravi, onkraj teh klišejev pa 20 fraz v zvezi z ideologijo pa diskurzom, se pravi, kaj se dejansko dogaja, tako na fiziološki ravni, kot na neurokemični ravni, kot na ravni recimo interakcije govorne, telesne govorice in potem pride do nekih zelo zanimivih ujemanj, recimo med Bourdiejevimi študijami, recimo telesne določenosti socialnih interakcij, pomena telesnih drž, telesne govorice, do recimo nekih spoznanj nevroznanosti ali pa kognitivne znanosti, kako to vpliva na našo percepcijo, recimo same drže, postavljanje v prostoru, še preden pride do kakršnega koli diskurza, govorice, ideologije v klasičnem pomenu in tako naprej. Potem zanima me tudi razmerje med človeško vrsto, kapitalom in tehnologijo, se pravi predvsem motiviranost te povezave, ker težko najdemo danes človeka, ki ga ne zanima povezava med ljudmi in tehnologijo, tako ali pa drugače, ampak meni je fascinantna predvsem Leroy-Goronova teza, se pravi, da zaradi same evolucijske poti razvoja človeške vrste ni moglo ne pride do razvoja tehnologije in potem tehnologija predstavlja izven telesne organe človeške vrste, kar recimo, to mi je pred kratkim uspel, pa sem precej ponosen, nisem vedel, zakaj me po eni strani tako Gregory Bateson privlači, po drugi strani Leroy-Goron, nisem najdel jasne povezave med njima, sicer je bilo očitno za vsakega posebej, se pravi Bateson, zato ker je klasik kibernetike, protokognitivni znanstvenik, ker se ukvarja z veliko stvarmi, ne da bi se kadarkoli zaciklil ponavljanje enih in istih fraz, vicov, pivotov in tako naprej. In ker potem lahko razmišljam na podlagi Batesona tudi o trgu, o tržnih institucijah in tako naprej, da mi ni treba imeti samo neoliberalnih avtorjev, zato ker sem še malo uncomfortable, se pravi, ni bil ta prelom. Tako
tako da če rečeš Bateson, recimo za referenco je vse manj tvegano, kot če rečeš Hayek direktno, čeprav je mogoče Hayek večkrat dejansko v ozadju ali pa dejansko učinkujoča referenca, recimo razmišljanje o trgu, komunikaciji, recimo trgu kot informacijskem procesorju in podobno. Se pravi, ta razmerje med človeško vrsto in tehnologijo, ter potem še nekaj, kar se je pa začelo dogajati že pred tem prelomom, kot rezultat ukvarjanja z marksovsko kritiko politične ekonomije, ker sem gotovo, da vsi zanimivi avtorji, recimo Neue Marx lekture in nekateri sopotniki, ali pa recimo podobno prelomni, inspirativni avtorji, ker v marksizmu je ogromen šrota, recimo to, zato jaz mislim, da jaz sem zelo proti gatekeeperjem, tem, ki odbirajo, kaj je pravilna pa napačna vednost, razen za marksizem. Tam mislim, da morajo obstajati ljudje, ki so na lastni koži, ne da bi vedeli, v kaj se spuščajo, ker če veš, v kaj se spuščajo, se pravi, če narediš to čist tržno tvegano investicijo, kjer se lahko zgodijo grozne stvari, in to ponavadi se v sistematičnem branju marksistične literature zadnjega stoletja in pol zelo skoraj neizogibno zgodijo. Se pravi, vem, da je na trgu ni nič neizogibnega, ampak ker marksizem ni čist tržna stvar, se dogaja neizogibne grozne stvari, se pravi, od branja marksističnih klasikov do zelo slabih interpretacij Marksa, do mogoče kakšnih dobrih tekstov, ki nimajo zveze z Marksom, in potem tega 3 korake nazaj, pa zakaj je sploh važen, da imajo zvezo z Marksom, v smislu pa mogoče zato, ker me Marks zanima, pa potem poskušaš še enkrat, pa potem še več nerazumljivih mest v Kapitalu, še več recimo slabe sekundarne literature, ampak recimo potem res procesu neke selekcije, filtriranja, sem ugotovil, da najbolj inspirativni, zanimivi marksovski avtori pravzaprav niso proti kapitalu, ampak to je bila neka žarenca, ki se je posvetila tako čist mimo grede, ker tudi sami imajo levičarske reflekse, v smislu, ker večina ljudi, ki se ukvarja z Marksom, je že prej levičarjev, se pravi, ima določene miselne, govorne, pisalne navade in reflekse, ki se potem nadaljujejo. Tako da recimo, če so direktno izvani, seveda podpirajo Syrizo, sindikate, pač vse te levičarske stvari, you name it. Ampak recimo iz samih njihovih tekstov sledi precej drugačna slika in enkrat na to žarenco sem tudi kar ponosen, sem bil tako, se noben od teh ljudi ni kritičen do kapitala v tem zelo klasičnem levičarskem ali pa marksističnem smislu, ker recimo ampak to izvira iz recimo meni najbolj zanimive neomarksovske kritike ali pa ne kritike politične ekonomije. Recimo to, kar ponavadi rečejo marksisti, problem kapitalizma je izkoriščanje, ampak spet, recimo, če beremo to bolj sofisticirano, novejšo kritiko politične ekonomije, potem je izkoriščanje v kapitalizmu to, na čemer se pritožujemo, ali pa to, kar večina levičarjev kritizira, občutek izkoriščenosti, ki se ponavadi ne veže na način, kako deluje kapitalistična ekonomija, ali pa na presežno vrednost, ali pa na kaj podobnega, ampak samo na občutek, da nam na delovnem mestu ni dobro. Se pravi, da delamo predolgo, da delamo preintenzivno, da se ljudje nam težijo se znašati, da ne grejo sodelavci na živce, da moramo prezgodaj vstajati in potem sploh po zimi še po temi pa snegu pa dežju riniti nekam, kjer nam sploh ni dobro in tako naprej. Ampak recimo, če to primerjamo s kjerokoli zgodovinsko, sočasno ali pa predobstoječo obliko izkoriščanja, je tam ali pa je bila druga slabša. Se pravi, težko to prepnemo na, kar se tiče tega subjektivnega občutka izkoriščanja. Mislim, da je bilo še vedno slabše se zbuditi v antičnem Egiptu, ob zvoku bičev pa zidati piramide, ali pa da ta subjektivni občutek izkoriščanja ni bil nič manjši v sovjetskih ali pa jugoslovanskih tovarnah, ker so se ravno tako ljudje zbujali ob 5 ali pa ob pol 5 zjutraj, v dež in sneg, zato da so lahko 8 ur recimo delali za nekimi stroji, ker je bil hrup
kjer so bile te strupeni plini v zraku, kjer so tvegali poškodbe, ali pa tudi, če se niso poškodovali, bilo izjemno neprijetno to delo. Tako da recimo v kjerkoli industrijski družbi, socialistični ali pa kapitalistični, je bil ta subjektivni občutek izkoriščanja, medtem ko po drugi strani, kar se tiče same strukture kapitalističnega produkcijskega načina, izkoriščanje ni nič posebej groznega, tragičnega, nemoralnega ali pa spornega, pomeni samo, da v vsakem produkcijskem ciklu ostane določen presežek, ki se potem reinvestira večinoma. Se pravi, niti ne gre ta moralna kritika, na kateri se bogatijo, medtem ko množica strada, ker na ravni kapitalistične ekonomije kot celote se velika večina profitov takoj reinvestira nazaj v produkcijo, se pravi tega bogatenja na ramenih peščice, množic bogatenja peščice, to, kar je še ena od teh levičarskih fraz, vedno so peščice in tako naprej, tega je bilo ravno veliko več v usporednih, alternativnih ali pa v predkapitalističnih družbah, kot je v kapitalizmu. Seveda obstaja neenakost v standardih in tako naprej, ampak recimo tudi potem sem z drugačnimi očmi tudi bral Marksovo kritiko gotskega programa, ta kratek pozni tekst, kjer v bistvu kritizira socialiste, marksiste, levičarje, ki želijo ukiniti presežno vrednost in želijo, da se delavcem vrne celotna vrednost, ki jo producirajo, in Marks potem preprosto ponari in reče, kaj pa bo če sploh ne govorimo o reinvestiranju, vzdrževanju in ohranjanju produkcijskega aparata, ki je nujen za to, da naslednji dan spet, takrat še ni bilo avtomobila, ampak recimo danes avtomobili vozijo, da se ceste popravljajo, da elektrika teče. Če naštejemo tega in reinvesticijo izboljšave, je to izjemno šovinistična pozicija. Se pravi, delavci, če ne bi bili izkoriščeni v tem smislu, da se nekaj odvaja od tega, kar sproducirajo, v kjerkoli sistemu, potem ne bi bilo nobenih sredstev za skrb za otroke, bolne, ostarele in tako naprej. Tako da Marks najbolj oboli ob najbolj klasični levičarski poanti, da je izkoriščanje nekaj, kar se odvzema proletarcem in da so oni zaradi tega, da se neka vrednost odvzema proletarcem in da so zaradi tega oškodovani in da bi bilo pol pravično, recimo, da se jim vrne vsa vrednost, ki jo producirajo, ampak da ne vleče naprej, se pravi, to je bil samo en primer, ampak na več točkah ukvarjanja z Marksovo kritiko politične ekonomije se mi je zgodilo to, da sem ugotovil, da sem pred izbiro ali še naprej berem zanimive pa dobro napisane stvari, ampak potem mi neha biti kapital beden, ker to preprosto ne sledi, ali pa neham biti kritičen do kapitala na splošno. Se pravi, še vedno to ne pomeni, da odobravaš potem to, da se v Bangladešu zruši tista tovarna delavca na glavo ali pa podobno, ampak tako v principu, recimo, do kapitalističnega načina produkcije kot takega. Se pravi, po recimo razvoju ambivalentnega odnosa do trga sem razvil tudi ambivalenten odnos do kapitala, ker bi bila druga možnost, da berem bedne levičarske tekste in tukaj je bila spet popolnoma estetska odločitev, pač ne moram brati bednih in dolgočasnih tekstov, tako da če zaradi tega neham biti kritičen do kapitala, so ubijice. Ni, da je kapital umar za to, sem jaz kritičen do njega ali ne, ni, da bo zaradi tega kaj oškodovan. Če nadaljujem s kritiko, se pravi, recimo čez cost-benefit analiza, estetski dobiček ogromen, izgube za kapital ni, tako da ni bil zero-sum game. Kapital je še vedno srečen. Jaz sem tudi ponoven, ker se mi ni treba ukvarjati z levičarskimi teksti in levičarskimi frazami in potem povezano s tem, da kapital ni slab, pa dejansko moj, recimo trenutno osrednji ali pa saj edini sistematičen raziskovalni načrt, ki temelji na tekstu Tujost kapitala, kjer sem poskušal razmišljati ravno o povezavi s tehnološkim razvojem in tako naprej, o samosvajanju kapitala od človeške vrste katake, kar sem imenoval realna avtonomija kapitala in proces, ki vodi do njega, sem potem imenoval
realna z modnim, poudarjam modnim, brez sramu ali pa kakršnega koli zadržka, z modnim marksovskim izrazom, realna subsumpcija vsega. Se pravi, začel sem s klasično, recimo, da je ta del več ali manj zaključen, oziroma obstaja že veliko literature, se pravi, realna subsumpcija industrije, spreminjanje industrijskega načina, obrtniškega načina dela ali pa rokodelskega v industrijski, kjer si kapital sprva podredi že predobstoječe rokodelske dejavnosti in jih potem popolnoma transformira glede na svoje intence in namene. Mislim, zdaj malo nerodem pripisujem kapitalu intencionalnost, ampak smo že pri zaključku, pa ima že pada koncentracija. Se pravi, kapital popolnoma transformira po svoji podobi, če tako rečem, predobstoječe rokodelske dejavnosti in tako nastane iz rokodelstva industrija, značilno kapitalistično visoko tehnologijo, od parnih strojev do današnjih robotov. Potem drugo, ampak to je področje, s katerim se ogromno ljudi, tudi sam Mark že ogromno ukvarjali, ni nekaj posebej novega ali pa prelomnega, ampak potem sem čisto eksperimentalno nadaljeval ali pa preveril, če se to dogaja tudi na drugih področjih. Potem nekaj podobnega za področje denarja trdita Brian in Rafferty, se pravi, da so derivati ena novejša oblika finančnih instrumentov, pravzaprav nova oblika čisto kapitalističnega denarja, da tako kot rokodelsko delo, ki si ga kapital sprva podredi, ampak ga pusti nedotaknjenega, potem ga transformira v kapitalistično obliko, tako je tudi z denarjem, se pravi, preide iz gotovine bankovcev, kovancev v derivate, zelo komplicirane, zelo sofisticirane finančne inštrumente, ki nastopajo kot denar, potem kot denar kapitala ali pa čisto kapitalistični denar. Potem sem se s tem še ukvarjal, recimo, zdaj s temi financami, to sem zaključil, pa zadnje čase se nisem veliko s tem, je pa še vedno odprta tema, tako da me še zanima, pa se bom mogoče še kdaj vrnil. Potem tretja raven ali pa tretja razsežnost realne subsumpcije, s katero sem se ukvarjal, bila realna subsumpcija delovne sile. Se pravi, ne, da za delovno silo velja enako kot za rokodelsko delo in za denar. Se pravi, da kapital se najprej polasti delovne sile kot obstaja in zato so človeška bitja najprimernejša. Zaradi naše zmožnosti abstraktnega mišljenja, abstraktne komunikacije in tudi zaradi naše prožnosti, tako fiziološke, proste roke, kjer so palci na 90 stopinj z ostalimi prsti, to je vse, kar rabiš, da lahko primaš, upravljaš, delaš, pritiskaš karkoli, in tudi mentalne prožnosti, se pravi, da nismo fiksirani v svojem obnašanju, razmišljanju, da se lahko vedno učimo, spreminjamo in tako naprej. Zato smo najprej ljudje primerna delovna sila za kapital, zato ker ni druge, enako kot je s kovanim denarjem ali pa z bankovci, enako kot je z rokodelskim denarjem, s primitivnimi orodji, ampak takoj, ko je mogoče tehnološka izboljšava in zamenjava, se to začne dogajati. Tako da to je neka futurološka spekulacija o tem, da lahko recimo umetno inteligentni programi zamenjajo človeško delovno silo ali pa samoučeči se, samoprogramirajoči se programi, vsaj na ravni hipotetične možnosti. Recimo moram se zdaj še ukvarjati z vsemi tehničnimi detajli tega, na kateri točki dejansko je zdaj umetna inteligenca, se pravi, to je čisto hipotetično neko razmišljanje o tem, kaj je mogoče v prihodnosti, ne pa nujno. Medtem, ko zadnje čase me, in s tem res zaključujem, najbolj zanima še eno področje realne subsumpcije in to je spreminjanje okusov, se pravi tega vsega, zato sem prej to govoril o modi, se pravi kibernetski način upravljanja z okusi, potrošniškimi preferencami, privlačnostjo in vedenjem, kjer mislim, da je zdaj neka umestna faza, tako doka, to je zelo zaenkrat še precej površen, s tem sem najbolj na začetku pogled. Se pravi, mislim, da je najprej obstajalo recimo oglaševanje ali pa upravljanje potrošniškega vedenja, ki je bilo podobno neke vrste razsvetljenju v absolutizmu, se pravi, obstaja programski svet, recimo še vedno obstaja na Truberjevi neka oblika tega programskega sveta, reče smo agencija Pristop, se pravi, tudi v privatnem sektorju obstajajo programski sveti, to ni neka kurioziteta, ali pa se na režimu ustraja, ni neka kurioziteta zgolj javnega sektorja, da ne bom nefair. Se pravi, to je klasično oglaševanje, se pravi, zbere se svet modrecev, ki si zamislijo, kako bi se mogli potrošniki obnašati
in potem nadlegujejo ljudi s to podobo, zato so stari oglasi vredni vsake kritike, klasični, polni so stereotipov, so izjemno nadležni, se pravi, govorijo vam, kupite juho, če ne boste cool, preprosto, spet estetsko so sporni, če ne zaradi vsega drugega, medtem ko so danes algoritemsko oglaševanje, ki je dejansko kibernetsko, se pravi, ni vnaprejšnjega programa, kako se morajo potrošniki obnašati, ampak nekako se obnašamo, kogarkoli se že, puščamo neke sledove po internetu in potem dobimo namige ali pa nače, če vas zanima to, vas bo mogoče zanimalo to, ali pa ker ste preživeli toliko časa ob teh vsebinah, vam bo mogoče zanimiv ta produkt, kar pa dejansko ni nadležno in vsiljivo, ali pa saj manj, in je neskončno bolj učinkovito kot nadlegovanje ljudi, to ti mora biti všeč, ampak to je preprosto iz vašega sledenja iz vašega obnašanja na internetu algoritem zaznal, da vam je to mogoče všeč, ampak zato, ker nismo svet modrecev, ker nimamo nobene agende ali pa agende, ki bi vam jo radi vsilili, mirno skrite ta oglas, se bomo potrudili naslednjič že bolj sofisticiran predlog, tako da mislim, da je tukaj neka umestna hibridna situacija, se pravi potrošniško obnašanje z algoritemskim oglaševanjem že avtomatizirano, ampak še vedno avtomatizirano z velikim delom organske udeležbe. Še vedno naša telesa, naši možgani, naše nezavedno v Batesovskem, ne toliko v freudovskem pomenu, se pravi nezavedno kot del telesnega funkcioniranja, afektnega razmerja do okolja, ne toliko drame, pa vtisi, pa odnos do staršev, recimo, kar je te freudovsko, estetsko, spet spornih stvari, kar kaj je bolj neprivlačno kot family values. Pa recimo pri Freudu imate ves čas te družinske vrednote, celo nezavedno je sestavljeno iz teh, recimo, negativnih dogodkov v razmerju do družine in podobno, ampak današnje oglaševanje, recimo, mislim, da je približno pol, se pravi, te organske udeležbe, ampak avtomatizirane, se pravi, ker se dogaja nezavedno, brez intence, recimo, brez te ravni zavestno izoblikovane namere ali pa kontrole, pol je pa avtomatizirano tehnološko, se pravi, skozi algoritme, ki na podlagi, ki ves čas zbirajo podatke, potem updatajo in prilagajajo svoje obnašanje glede na zbrane podatke in tako naprej. Nimam pa še nobene futurološke spekulacije, kaj se bo na tem področju zgodilo. Tako da v bistvu to je to. No. So še nekateri drugi folderji odprti, ampak recimo ta je najbolj zanimiv, pa se ga da kakor toliko sistematično predstaviti. Res hvala za vzdržljivost pa pozornost. Mislim, da sem si vzel celih šolskih uro pa pol, ampak sem pa še na voljo za vprašanja. Ja, mogoče. Mislim, definitivno je, mislim, ne vem izvora ali pa zgodovine, recimo, mogoče te dismisivnosti do vsakdanjega izkusa, ampak teorija ideologije se v bistvu začne, recimo, kot ena teh osnovnih opornih točk kritične teorije, ravno s tem, da se razmeji od common sense in ta refren ali pa zdravega razuma, in ta refren se potem ponavlja v razliki med vednostjo in mnenjem in vsemi ostalimi. Recimo tudi ta Althuserjeva razločitev, recimo, med kako je že ideologijo pa znanostjo, kjer je ideologija vsakdanje mišljenje in znanost znanstveno,
ampak že to prevzame ali pa se inspirira pri Bachelarju, ki loči bolj vsakdanje mišljenje, pa znanstveno mišljenje, pa tako naprej, ampak mislim, da je ta hierarhično postavljanje mogoče malo zastarelo, ker predvideva, da je vsakdanje mišljenje nekaj zelo neumnega pa preprostega. Se pravi, nekam mogoče pri Bachelarju mislim, da je to še legitimno, ker recimo poskuša locirati reze med alkimijo pa kemijo ali pa recimo zgodnje moderno fiziko pa recimo po fiziko po Einsteinu in ga zanima, kje je ta prelom, kakšno novo mišljenje se konstituira in saj nisem dobil občutka recimo pri tej zvrsti epistemologije, da je to toliko dismisivno, kot se recimo lokalno uporablja, bolj poskuša pokazati razlike med različnimi oblikami mišljenja, pa tudi mislim, da pri Althusserju ni toliko dismisivno, mogoče na trenutke, kot se spet lokalno uporablja, ampak mislim, da je to je ena od teh sprememb, ki doleti recimo nekaj, kar je bilo zelo zanimivo v izvirnem okolju v tem prenosu, recimo na periferijo pa na provinco. Recimo zanj sem imel tak občutek, bom dal še eno anekdoto, ko smo razpravljali o enem uredniškem svetu, o nekih predlogih prevodov in tako naprej in sem potem jaz prinesel nekaj stvari, ki se mi zdaj zdijo zelo aktualne pa cutting edge, na področju mogoče ne teorije, malo tako post-teorije ali pa nečesa, kar je bilo včasih teorija, pa zdaj poskuša ne biti več in sem iz odzivov navzočih kolegov sklepov ali pa sem dobil vtis, da če bi njim prinesel Althusserja leta 65, Brati kapital, bi rekel, lahko to je pa samo moda, kako pa to pa ne gre skupaj, kako zdaj strukturalizem pa marksizem, potem bi nekdo rekel, ampak ta antihumanizem, to pa res ne gre. V tem smislu je nekaj, kar je bilo mogoče prelomno 50 let nazaj, v bistvu izgubili svoj naboj. V tem, da ti isti ljudje ne bi prepoznali novega Althusserja, če bi jim prinesel ta tekst. Potem bi bilo, recimo, če malo karikiran, kaj pa antihumanizem, ni Marx napisal, da je človeški boj, da gre za realne ljudi iz mesa in kosti, kako zdaj ta subjekt brez zgodovine in tako naprej. Mislim, da bi bila to reakcija na nekaj podobno prelomnega, kot je bil Althusser pred 50 ali pa koliko leti. Zdaj sem malo zašel. Ja, mislim, da je ključen problem, mogoče se še dalo v nekih situacijah reči, ampak vsakdanje mišljenje je butasto, pač zakaj bi se s tem ukvarjala, pa imeti ta nek dismisiven gard, ampak mislim, da danes je vse prej kot to. Se pravi, je tudi neka naivna predstava o tem, da vsakdanje mišljenje je nekaj zelo autentično potopljenega v stvarnost in potem preveč neposredno, nereflektirano ali pa netehnično ali pa intelektualno medirano vse zaznava, ampak to težko rečemo za ljudi, ki rokujejo s toliko sofisticiranimi tehnologijami in programskimi orodji kot današnji ljudje, ki recimo uporabljajo zelo veliko ali pa saj na nekaterih področjih zelo veliko tudi znanstvenega mišljenja ali pa praktično znanstvenega mišljenja in tako naprej. Vedno več področij vsakdanjega življenja je, ki so vedno bolj tehnizirane in vedno bolj matematizirane, tako da ne da se reči, to je pa nekaj enostavnega ali pa butastega, to so pa neki ljudje, ki recimo obdelujejo zemljo, ampak zdaj spet tudi ljudje, ki obdelujejo zemljo, imajo zelo kompleksne, uporabljajo zelo kompleksne miselne postopke, tako da to je bolj stvar, zato sem poudaril, da gre za ljubljanski srednji razred, to je bolj stvar razrednega snobizma, pač v smislu ne neke resne evalvacije razlike med različnimi oblikami mišljenja, govorjenja in obnašanja, ampak za nek čista razredno dismisivnost ali pa snobizem. Se pravi, nekdo, ki dela z rokami, tle mi je bil Veblen recimo zelo iluminativen, nekdo, ki dela z rokami, nikoli ne more biti recimo takem miljeju. Se pravi, tehničnost pa uporabnost je, ne glede na to, koliko je sofisticirana, kompleksna, vedno no-go. Jaz imam tako mogoče naivno vprašanje, ampak kaj pa politika, recimo, ki si tudi posebno razložil, me zanima, pač prejme na televičarsko formacijo bo
zakaj, a zdaj imaš nek prostor, ki bi namenil politiko. Mislim pa čisto z tega vidika, mislim, lahko rečeš konec pokerc, ne pač, to je bolj neka stara levičarska paradigma, ampak meni je tako ful zanimivo, recimo prvovago ravno, ko imaš to foro tehnologije, se mi zdi hkrati ful fascinacija, pač to je nekaj, kar je zdaj nov človek, konec, pač domestila človeka, od takrat, ki se je konec spostavil pa človek, ne. In pa se nekako sprašuje to, pa zakaj bi imel, a je sploh šok še koristen, če boš še enkrat tehnologijo, nekje na njegovo mesto človeku. In pač nekako, jaz sem vedel, mislim, nekako sem to bral, se mi zdel, da je neka hkrati fascinacija tehnologijo, wow, pač dokam do česa je prišlo, ampak po drugi strani, ker neka groža, da bi to izvinal človeka, ne? In pa imaš podoben, recimo, če upoštevaš pri kapitalu in ne greš onkraj nekih teh klasičnih politik, nekih velikih revolucij, pa ne vem kaj, kakšen bif bi tudi tukaj tak, ne, samo on bo šel pa totalno obup, on bo pač nekako bo rekel shit, ful je pa šlo do neke depresije, ne moramo se kar tako predbili iz te realne subsumicije, ko imaš nekako politiko v vsakdnevnem življenju, ne. In pa mene samo zanima, če nimaš te politike, pa kar je lahko vredna čisto legitimna gesta, kam prideš? Ampak se recimo vprašanje še na drugem nivoju, zakaj te mika tehnologija? A veš, se mi zdi po eni strani, če to skenslaš to levičarsko potazmo po nekem totalnem nadzoru, a veš, kaj ti nekako drive v tehnologiji? Če nimaš neke te politike, kaj je poleg neke resignacije ali pa depresije v tega, kot doma recimo neka marksistična, ne vem, Fischer, in tako treba. Ja, zdaj, ta del kamen drave je po mojem čista tako zelo otročji pa enostaven, ker me zanimajo, kako stvari delujejo. Se pravi, to je bilo vmes samo on hold, se pravi, vedno me je zanimalo, kako stvari delujejo, tudi med drugim tehnične, ampak enkrat je bilo treba dati na pauzo, ali pa treba je bilo ugasniti, ampak jaz sem se pretvarjal, da sem ugasnil, sem bil v resnici dal na stand-by. Enkrat, ko prideš v okolje, kjer je to zelo sovražno sprejeto, se pravi, ukvarjanje s tehnologijo je enako tehnološki determinizem, to je bad, ker mi s političnimi, socialne probleme rešujemo s političnimi sredstvi, ker jih s tehnološkimi kobajagi ne moreš. Se pravi, da to je čisto osnovna motivacija ali pa drive, zato ker so te stvari zanimive in bolj ko so kompleksne, pa bolj ko so spet, mogoče še ta estetski razlog, bolj ko so lepo dizajnirane, pa shiny, bolj me zanima, kaj se z njimi dogaja, kakšne relacije stopajo in tudi kako delujejo. Čeprav vprašanje, do kje lahko pridem, ker sem zamudil ta formativni del za res tehnično izobrazbo. Zdaj pa, kar se politike tiče, nisem čist odklonilen do politike. Recimo, česar se zaenkrat res nočem iti, nikoli več sta dva non sequiturja, ki se ves čas potem pojavita, ponovadi v obliki guilt tripanja ali pa čustvenega izsiljevanja. Se pravi, mora se ukvarjati s politiko, če ne si na nek način sokriv za klimatsko katastrofo, pa za te res bez stvari kapitalizma, ki se jih ne da spregledati. Recimo to res brutalno izkoriščanje v Južni Aziji ali pa recimo v kakšnih drugih področjih, mogoče vojne, eksploatacija Afrike, vojne za naravne vire. Ne bom omenil besede rožava, to za kakšno drugo priliko ali pa za kakšen drug kontekst. Se pravi, ampak recimo tlej se je težko ne strinjati, recimo tukaj emocionalno izsiljevanje vedno deluje, ne more ne delovati, ne moreš reči res mi je vseeno ali pa ravnodušen sem do globalnega segrevanja pa do trpljenja delavcev, recimo v Južni Aziji, recimo tega, kar se dogaja v Afriki in tako naprej. Samo potem pa takoj sledi non sequitur, ki je, dajmo narediti programski svet pa sprejeti neke sklepe, pa se ga potem držati. Se pravi, ta preskok nikoli ni ekspliciran ali pa nikoli ni druge opcije, kad gremo narediti neke vrste programski svet in potem se bo ta svet sestal. Se pravi, potem je pa takoj ancien režim delovanja, ampak nikoli še nisem slišal prepričljivega odgovora, tudi sam ga nimam na to, kako točno bo ancien režim struktura delovanja. Se pravi, programski svet se nekaj dogovori, se pravi, mislim, že ta odesiti tega razmišljanja, včasih mi je bilo to samoumevno, zdaj sem zgrožen, ko pomislim za nazaj, čeprav sem tudi sam v tem sodeloval,
se pravi, imaš, ponavadi je to v najboljših primerih okoli 12 pavijanov, ki se zaprejo v neko sobo, potem nekaj razpravljajo s svojimi omejenimi umskimi in intelektualnimi zmožnostmi, na koncu sprejmejo 7 sklepov in to so njihove programske točke. In potem te programske točke mora preostanek človeštva izpolnjevati, zato ker so si oni to zamislili, ampak zakaj so oni upravičeni preostanku človeškega, preostalim 8 milijardam to naložiti? Zato, ker jih ful skrbi za globalno segrevanje. Se pravi, to je ta non sequitur. Sam iz tega, da ti ni vseeno za te stvari, še ne sledi, da moraš ustanoviti programski svet, da se moraš mučati na teh groznih sestankih in da moraš pol težiti ljudem, ki ti je pač sam neroden ti je. Mislim, verjetno je to tudi estetska stvar, pač ampak ne pozna nikogar, ki bi živel o tem, da je Jehova priča, da z nekim debilnim programskimi točkami ali ne, jih otokol in ljudem govori od jutra naprej se moraš tako obnašati, pa to, kar ti oni drugi s programskimi točkami govorijo, to ni pravilno. Mi vam bomo povedali, zato ker smo bili celo noč nas 12 in smo sprejeli programske točke. Tako da recimo glede tega sem odprt, se pravi, če ni tega avtomatičnega priskoka v neko ansien režim zadevo, potem puščam možnosti odprte. Zdaj drugo, kar se tiče ne vem točno tle vzročnosti, mogo bi se več, kar se tiče depresije, politike, apolitičnosti pa tako naprej, to bi se mogel še veliko več ukvarjati z kognitivno pa nevroznanostjo pa sodobno psihologijo, teorijo čustev, afektov in tako naprej. Tako da bom odgovoril čisto površinsko, brez vzročnosti. Jaz mislim, da je ravno obratno. Se pravi, nikoli odkar sem nehal hoditi na sestanke in brati levičarske tekste, nisem bil niti blizu depresiji. Medtem, kad prej so bili vse triggeri za depresijo. Se pravi, tam pred drugo točko, če ne padeš v depresijo, je nekaj narobe stava. To pomeni, da si že od prejšnjih izkušenj toliko topel, ali pa da imaš neke te obrambne mehanizme. Tako da mislim, da je ravno obratno. Jaz mislim, da zahteva zelo utrjenega človeka, da ob teh brezplodnih, mukotrpnih dogajanjih ne padeš ali pa recimo razpravah, ali pa recimo te kreganja na mailing listi. Recimo, kdo lahko to prenese, pa reče, lej te, ki se ne kregajo na mailing listi, reveži, zdaj bojo pa zapadali v depresijo. A ni to absurdno? V smislu, gledajo doma HBO serije, namesto da bi se kregali na mailing listi, kaj je pravilna levičarska linija, ki jo bomo vsilali 8 milijardam ljudi, gledaj, kako so nesrečni, zihar so v depresiji. Mislim, ne vem, tako čisto empirično se mi zdi, da je več možnosti za srečno življenje, kakor tega materialne in druge razmere omogočajo brez teh zadev. Oziroma, da je katanje teh stvari prvi predpogoj za nedepresivno življenje. Zdaj, a ti uspe to ohranjati, ali te kaj drugega, recimo, potisne v depresijo, to ni zadostni pogoj, ampak vsekakor je to dober začetek, no. Teorija samoregulirala na ta nek kibernetski način. A ni v bistvu to, da je premajhna neka kritična masa posameznikov, ki imajo ta privilegij oziroma čas, da lahko toliko bere. Ok, se eni ljudje pač preberejo tistih, ne vem, neki avtorjev in pol mogoče postanejo ti ljudje, ki kreirajo to, kaj ne bi vedno zbila. Ampak to me zanima, a je dosti velika kritična masa teh v bistvu tudi razredno privilegiranih ljudi, ki imajo ta čas, da lahko ful teorije berejo. Ja, mislim, da ne tako čisto enostaven odgovor, ker ne gre samo za čas, ampak gre tudi za določeno formacijo, se pravi, mislim, se to vidim tudi pri študentih, zelo hitro se prepozna, kdo ima starše iz Ljubljane in od koga starši. To je čista Bourdieuovska kulturni kapital teza, najbolj elementarno sociološko lekcijo dobiš pri prvem predavanju za prve letnike, ki pride, recimo, ali pa prvič, ko dobiš
nova generacija že takoj po reakcijah, po mimiki, po drži, vidiš, kateri imajo kulturni kapital in recimo tisti že iz srednje šole pridejo opremljeni za to, da so lahko kritični teoretiki. Zelo malo jih je, recimo, če se naredite sam mentalni inventar, Dolar nima štajerskega naglasa, Žiže ga nima, Močni ga nima in tako naprej. Kdaj bomo prišli do prvega štajerskim naglasom, ki ni bil sin meščanskih staršev iz Ljubljane, ki ni iz neke meščanske rodbine in seveda pač ta kulturni kapital je nujen, ampak mislim, da to ni omejitev zato, da ne bi bilo možen kibernetsko uravnavanje, ker tudi veliko ljudi nima tehničnega znanja, možnosti in tako naprej, da bi dizajnirali Apple-ove telefone, ampak je vse njihov uspeh tržno reguliran ali pa kibernetski, sam treba je to dopustiti, se pravi, lahko se tudi da ven neke izdelke, tekste in se potem pusti brez mrdovanja ali pa dismisivnosti, da se te teksti lajkajo ali pa ne, ali pa da dobijo, da je okoli njih nek hype ali pa da mogoče kakšni postanejo viralni. Mislim, da je tukaj dodatna prednost postteorije ali pa posthumanistike je to, da niso zares življenja ogrožena, ker če bi pisali proste spise o kirurgiji in tako naprej, ali pa o farmaciji, mislim, da bi vsem bi bilo smiselno razmisliti o neki komisiji ali pa programskem svetu, ki reče, mogoče ne ravno tega, da tudi te tablete za otroke ali pa kaj podobnega, ne teh stvari pisati in tako naprej. Ampak kar se tiče humanistike, pa mislim, da res ni neke omejitve, tako da se lahko prepusti čista tržni princip, pa se vidi, kakšen bo rezultat. Še tukaj, zadnje vprašanje, sprejemamo. Ful hvala, da ste prišli danes, pa še povabila bi vas, preden greste čez 14 dni bo Jernej Kaluža imel predavanje o kaj že veliki mali človek interneta, tako je rekel. Drugač pa tukaj imamo tudi hladilnik in za prostovoljne prispevke, oziroma ne bojo prispevke, lahko spravite ta hladilnik. Jej. Thank you.